Kulturno ministrstvo pripravlja medijsko strategijo. V Iskripijo usmerjeni v razvoj. Vse več ljudi navdušuje Ultimate Frisbee. Lepo pozdravljeni. Na Ministrstvo za kulturo so se lotili priprave medijske strategije, ki naj bi postavila temeljne cilje prihodnjega razvoja medijske krajine v Sloveniji. Da bi slišali komentarje in predloge državljanov, kako oblikovati ključne strateške cilje prihodnje medijske politike, so v sodelovanju s strokovno komisijo pripravili javno razpravo v vseh statističnih regijah Slovenije. Mi se danes nahajamo na točki, ko je medijska krajina tako opustošena, da se nam lahko zgodi, da recimo čez par let ne bomo imeli ne lokalnih, ne regionalnih medijev, da bomo imeli nekaj nacionalnih medijev, ki sploh ne bojo poročali o teh zadevah, ker se jim to ne bo splačalo. Mnenje strokovne komisije pa je, da Ministrstvo za kulturo je dolžno vsem državljanom in državljankam zagotoviti to pravico do informiranja na lokalni in regionalni ravni. Je na včerajšnji javni razpravi v Krškem, ki se je ni udeležila ministrica za kulturo, direktor direktorata za medije pa ni želel pred naš mikrofon, poudarila Bašič Hrvatinova, ki se strinja, da je medijem potrebno tudi zagotoviti večletno subvencioniranje, zaradi tega, ker mediji morajo planirati svoje delo. Zato vi ne morete zaposliti človeka za eno leto. Da občani potrebujejo lokalne medije, so poudarili vsi razpravljavci. Ti naši lokalni mediji, jaz mislim, da odlično opravljajo svojo nalogo, da so dosti kakovostni in da jih ljudje radi poslušajo, gledajo in seveda bi želel, da bi ti mediji funkcionirali še naprej in da bi bilo jim omogočeno, da bi tudi participirali deloma na javnem financiranju. Meni krški župan, sevniški pa dodaja. Zagotovo občani potrebujejo lokalni medij, tako televizijo, časopis, tudi radio. To je pomembna pot informacij, ki jo moramo spremljati, ki jo morajo spremljati tudi ministrstvo in računam, da bo v tem duhu tudi pripravilo strategijo. Mi smo poskušali dobiti čim več informacij, da bi lahko opozorili v bistvu s kakšno težavo se mora ministrstvo soočiti in da je časa zelo malo. Potem je pa na ministrstvu, da to zadevo čim hitreje spravi tudi v zakonodajo in spremeni te zadeve. Za jugovzhodno regijo bo javna razprava prihodnjo sredo v Kočevju. Zadnjo pa pripravljajo 14. aprila v Ljubljani. Podjetje Iskripijo iz Šentjerneja obeležuje 25 let delovanja. V tem času so posodobili tehnološko opremo in razvili nove izdelke. Danes več kot 100 zaposlenih sestavlja uspešno podjetje, ki sodi med vodilna pri nas v svojem segmentu. Leta 1991 so po stečaju tedanje Iskre Tost Upori začeli dejavnost z 18 zaposlenimi. Osnovna dejavnost na začetku je bila proizvodnja strojev za proizvodnjo elektronskih elementov, medtem ko sedaj je pa glavna oprema za čiste prostore, pa še potem ultrazvočno čiščenje in tudi nekaj stavbnega pohištva. Opremo za čisto in čistilno tehnologijo razvijajo in prilagajajo potrebam posameznih kupcev. Njihovi naročniki so med drugimi domača in tuja farmacevtska podjetja, medicinske ustanove in zavodi, raziskovalni inštituti in fakultete. Podjetje, katerega vsi izdelki so plod lastnega znanja, zaposluje že skoraj 30 inženirjev. Najprej se ideja zasnuje, potem se naredi 3D model, se nekako določi, kakšna bo funkcionalnost in na koncu se v proizvodnji po risbah, ki se tudi izdelajo, se pravi v projektivi, se potem to naredi. Njihova proizvodnja je po večini avtomatizirana. Naš tehnološki park je dovolj močan, da sam je pripravil velik del teh polproizvodov, pomeni krivljanje pločevin, CNC, razrez, potem stružanje, reskanje, določenih stvari pa se poslužujemo tudi k operaciji. Podjetje od leta 2008 stalno raste po prihodkih in številu zaposlenih. Tudi minulo poslovno leto je bilo uspešno. Vračajo se nam vlaganja v razvoj in v to, da nas je pač več, pa da imamo večje projekte, tako da tudi naslednje leto oziroma letošnje leto pričakujemo podoben trend kot v lanskem letu. Trenutno imamo zasedeno že več kot polovico, oziroma skoraj celo leto.
Iskrapio želi postati močno mednarodno priznano podjetje za proizvodnjo različne opreme na svojem področju. Zato pa načrtujejo tudi širitev proizvodnih zmogljivosti. V občini Mirna Peč imajo ta hip odprtih več javnih razpisov, med drugim tudi za dodelitev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav ter za naložbo v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v občini v letu 2016. Vloge je možno oddati do vključno 31. marca. Razpis za energetsko obnovo in obnovljive vire energije je namenjen tistim, ki se odločajo za zamenjavo fasade in stavbnega pohištva. In pa potem tudi, če grejo v spremembo ogrevanja kotlovnice, če grejo v spremembo tudi ta razpis se lahko javijo, ta je pa tam v višini okrog 20.000 evrov. Pohvalno je tako Kastelic, da so občani že veliko postorili na tem področju. Tisti, ki pa še nameravajo, lahko na razpisu pridobijo do 2.000 evrov. Razpis velja tudi za novograditelje. Sicer pa ima občina že predvideno, kje bo v prihodnje gradila javno kanalizacijo. Na področjih, kjer pa to ni možno, bomo pa reševali zdaj z greznicami, pozneje pa z malimi čistilnimi napravami. To že kar od leta 2010. Vsako leto damo razpis in kar tam 5 do 6 malih čistilnih naprav tudi uredimo na ta način. Tudi na ta razpis, v sklopu katerega bo občina razdelila 10 tisočakov, se lahko javijo tako novograditelji kot tisti, ki želijo zamenjati greznico za malo čistilno napravo. V občini je sicer 45% območja pokritega z javno kanalizacijo. Tudi v letošnjem letu razmišljamo z revizijo. Imamo gradbeno dovoljenje za našo obstoječo čistilno napravo, ker če bo se trend naseljevanja in pa tudi v industrijski coni povečeval, bomo mogli to nadgraditi in že razmišljamo podobno, kot je čistilna naprava na Otočcu, da bi tudi naše dogradili. Načrtujejo povečanje za 2000 enot. Kdaj se bo to zgodilo, je predvsem odvisno od števila naložbenikov v industrijski coni, dodaja Kastelic. Občinski podrobni prostorski načrt za naselje Cviblje v Dolenjskih Toplicah, ki predvideva gradnjo približno 150 hiš, imajo v topliški občini že dalj časa, vendar bodo nujne spremembe in dopolnitve načrta. To so soglasno podprli tudi svetniki. Prvotni načrt je bil preveč velikopotezen, saj je predvideval gradnjo velikega naselja. Vendar je pa interesentov za izgradnjo precej manj, bistveno manj, mogoče v tem trenutku, optimistično rečeno 20, ki pa so žal razporejeni tako, da bi morali infrastrukturno urediti celo to področje. Kar pa je enormen strošek za tako malo hiš. Približno 2 milijona evrov bi potrebovali za ureditev komunalne infrastrukture. Teh 20 novogradenj bi pa nam prineslo v občinski proračun mogoče 100.000 evrov. To se pravi, da bi morali praktično 2 milijona evrov od nekje sneti. To ni majhen projekt in je tudi zelo pereč, kar se tega tiče. To je ogromna površina, za ljudi predstavlja to eno bogatstvo. Tako da predlagam, da se pa in še to bi rekel, da probajte to narediti čim prej. Ker tisti, ki hoče graditi jutri. Zato so spremembe in dopolnitve zdajšnjega podrobnega prostorskega načrta še toliko bolj pomembne. No, OPPN bo dovoljeval fazno gradnjo in sicer tako, da bomo ali iz ene ali iz obeh strani morebiti začeli in gradili infrastrukturo tako, da bo sproti lahko zadoščala tistim, ki bodo svoje stanovanjske enote gradili. S tem bodo lastniki zemljišč tudi vedeli, kaj pravzaprav lahko s temi zemljišči počnejo. Hkrati pa se bo omogočilo združevanje zemljišč in s tem novogradenj. Osnovna šola Bršljin v Novem mestu je ena izmed mnogih, kjer se soočajo z izzivi pri poučevanju otrok, ki se priseljujejo iz tujih držav. Med njimi je več kot 20 učencev in učenk albanskega porekla. Ker jim želijo olajšati šolsko delo, so se po pomoč obrnili na albansko veleposlaništvo, njihovi stiki pa so že obrodili sadove. Tako se je danes v šoli mudil albanski veleposlanik v Sloveniji, ki je s sabo prinesel učbenike z albanskih šol. Must be educated in this country that they really live with their families, which means that they are part of this society, and at the end they must be integrated because their life will be spent here. But on the other hand, they have a requirement not to forget their own language, their own culture. Veleposlanika veseli, da Slovenija močno podpira jezikovno, kulturno in zgodovinsko raznolikost. Tudi bršljinska šola, kjer se veliko posvečajo delu z albanskimi otroki. S temi otroki delam kot učiteljica slovenščine
torej jih moram seveda naučiti slovensko in seveda jih tudi oceniti njihovo znanje, ob tem pa imam še dodatne ure, tako imenovane ure za tujce. Ko se učijo slovenščine in očitno jim te koristijo. Sram je bilo tam, ker nisem znala še jezika vstopiti, pa sem mogla vrtec iti 1 leto, pa sem šla v prvi razred. Prvi razred sem že znala jezika. Jezik je še malo pač tako, ampak vse, dokler se razume vse. Kako so te sprejeli novi sošolci, sošolke? Ful, dobro, zabavno pač, ni bilo nobenih napak. Medkulturnost šolo bogati, a jih hkrati nalaga dodatne obveznosti. Res, da učenci ali pa otroci zelo hitro sprejemajo in jezik, okolja in tako naprej, vendar je pa težko, ker nekih fraz, povezav, pojmov ne razumejo, pogovornega jezika razumejo in potem lahko kar avtomatsko sprejmemo, saj razume slovenski jezik. A snovi še ne razume, zato se mu morajo učitelji posvečati ne le med poukom, ampak individualno tudi zjutraj in popoldne. 5000 navijačev je včeraj na Kongresnem trgu v Ljubljani ob koncu sezone pozdravilo slovenske zimske športnike z najuspešnejšim Petrom Prevcem na čelu. Med njimi je bila tudi smučarska skakalka z Mirne Maja Vtič. 25 prvih mest bo drugo leto motiv. Srečno Ljubljana, hvala se tu, uživajte! Tako je športnikom in zbranim zaželel prvi mož Ljubljane. Na odru so se zvrstili od alpincev do biatloncev, največje navdušenje pa so poželi smučarski skakalci. Peter, na kaj ste v tej sezoni najbolj ponosni? Na kaj? Da toliko ljudi sem spravimo. Med športniki je bila tudi Mirenčanka Maja Vtič, ki je letos navduševala z uspehi v smučarskih skokih in na koncu osvojila 3. mesto v skupnem seštevku. Sem probala pa čim bolj uživati v tistem trenutku in je bilo res super, nepozabno. Sprejem so zaključili s koncertom novomeške skupine Dan D. V Sloveniji se v zadnjih letih zelo hitro širi nov ekipni šport, imenovan Ultimate Frisbee. Navdušil je tudi dijake črnomaljske srednje šole, ki so pripravili prvi promocijski turnir. Gre za najhitreje rastoči šport na svetu, ki ima kar nekaj prednosti, ki vlečejo mlade, pravi profesor športne vzgoje Branko Adlešič. To je predvsem, da se igra brez sodnika, da je poudarek na fair playu, zahteva pa ogromno energije. Potrebno je biti fair do sebe in fair do svojih nasprotnikov, zato lahko taka zadeva funkcionira tudi brez sodnikov. Pojasnjuje igralec Štajerske, kjer Ultimate Frisbee igrajo že 8 let. Veseli smo, da se tudi na tem koncu Slovenije pojavila želja po tem športu, kar z veseljem podpiramo in želja je, da se ta šport širi naprej. Črnomaljski dijaki so ga z navdušenjem sprejeli. Tudi smo se udeležili državnega prvenstva srednjih šol v Mariboru, bili presenetljivo 6. med 10 ekipami. Njihova dijaka Tomaž Kasunič in Klavdijo Kuhar pa sta se uvrstila tudi v državno reprezentanco, ki se že pripravlja na svetovno prvenstvo. Všeč mi je zato, ker ni sodnikov, pol vse sami delamo, po Fenlip je fair play mora biti, ko se moraš pol zmeniti, vsak pove svoje argumente, da se pol zmeni, tako da ni nobenega. Pa ful se spodbuja to, da če nekdo drug kaj takega naredi, da se mu da roko pa kaj takega. Ob koncu tekme se vsi igralci obeh ekip takole objamejo, kapetana ocenita tekmo, igralci zaploskajo, se pozdravijo in drug drugemu zaželijo srečo v nadaljevanju turnirja. Ponavadi se igrajo na prostem, ekipe se igrajo 7 proti 7, v današnjem primeru igramo znotri in je tudi primerno manjša ekipa, torej 5 igralcev. Najbolj pomembna je tehnika tukaj, meta, tako da najboljše, da si vzameš par frisbeev, pa reš ven, pa magari sam mečeš. Igra lahko vsak, se gre za enostaven in poceni šport, pravijo navdušeni igralci Ultimate Frisbeeja. Če znaš teči, podati disk in ga primeti, potem ja. Toliko smo vam pripravili v novicah, ob 8 pa ne zamudite pogovorne oddaje o veliki noči. Hvala za pozornost in lahko noč.